Tudi letos so se Lampiončki pričeli s tradicionalnimi igrami v okolici Štuka. Študenti so se tako lahko pomerili v kar 8 različnih športnih disciplinah in pred večerno zabavo v svoje življenje prinesli vsaj kanček zdravja. Zakaj je prav ta športni trenutek toliko pomemben? Ja, vseeno nekako študentom ponudijo, da se ukvarjajo z športom, torej da so aktivni, da ne pozabijo, da je tudi aktivnost in pa šport pomemben del vsak dana. Najbolj veselo pa je bilo ponovno na zelenicah v okolici študentskih domov. Prijetno, že skoraj da poletno vzdušje, omamno dišeče dobrote iz žara, predvsem pa sproščeni študenti. Mnogi med njimi so priprave na Lampiončke vzeli zelo resno. Izredno naporne priprave so bile. 4 dni prej smo imeli krizni sestanek, 3 dni prej smo imeli malo manj krizni sestanek, da smo vse strateške točke opredelili. Danes je prišlo pa do realizacije in takole lepo pečemo, kot vidite tule v škatlici pijemo, pa se imamo prav fajn. Par ljudi je delalo na tem, tudi eni sošolci so prišli s kakim službenim kombijem, da so vse prepeljali, samo se vidi, bolj pa se splača, se splača res. Ko se pride na Lampiončke, kaj se pričakuje, da se bo dogajalo? Ja, fešta, ne vem, pijača, žar, malo hrane. Ja, na Lampiončku je itak največja fešta v Mariboru, pa vse tako, dan študentov, to je to. Lahko rečemo torej, da na Lampiončkih padejo tudi tabuji in vse zavore? To ravno ne, da je odvisno pri nam. Mi smo bolj konzervativni tip ljudi, bolj v miru, lepo pečemo, drugače pa načeloma zelo padajo zavore, ja. In če bo ostalo še kaj volje in energije, bo prav ta množica ob 8, ko se prične večerni del Lampiončkov, migala in sprostila še zadnje zavore na 3 prizoriščih pred Mariborskim otokom.